Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Gostili smo sogovornico, ki je s svojim raziskovanjem in delom pustila neizbrisen pečat v umetnostno-zgodovinski stroki in ohranjanju naše kulturne dediščine. Pogovarjali se bomo o njenem navdihu za študij umetnostne zgodovine, o začetkih njenega raziskovanja lokalne umetnosti, odprli smo pa tudi vprašanja o aktualnem stanju ohranjanja kulturne dediščine v naši regiji, odnosu prebivalcev do spomenikov in znamenitosti ter o manj znanih, a izjemno pomembnih umetniških delih in stavbah, ki jih Koper skriva. Raziskali smo izzive, s katerimi se danes srečujejo umetnostni zgodovinarji in razmišljali, kako lahko mlade generacije spodbudimo k večjemu zanimanju za to področje. Poglejmo. Začelo bo z enim takim preprostim vprašanjem, in sicer, kaj vas je navdušilo za študij umetnostne zgodovine? Ja, tega je bilo najbrž kar veliko. Mislim, da se vedno neki majhni drobci že iz otroštva, pa potem šolskih let, srednješolskih let združijo v eno tako potem željo, ki postane, ko seveda odraščaš, tudi tista odločitev, kaj boš študiral in čemu boš nekako posvetil svoje življenje. Najdlje, ko se spomnim, je pravzaprav moj vstop v glasbeno šolo v Izoli, kamor sem hodila, igrala sem klavir in to je seveda historična stavba, palača Bezengi del Jugi, z zelo lepimi slikarijami v glavni dvorani, in ko sem čakala na uro, večkrat so recimo malo zamujali ali pa podaljšali uro pred mano, sem gledala te lepe stavbe, fantazijske prizore in sem se zmeraj spraševala, ali ti kraji res obstajajo, ali jih je slikar preslikal, torej naslikal realne, ali je to njegova fantazija in kako rada bi se znašla v njih in torej ne bila tam pred svojo uro klavirja. Tako da to je recimo en tak prvi spomin, ki ga imam na neko vez z umetnostjo. Potem so pa seveda prišla šolska leta. Proti koncu osnovne šole sem bila kot velika knjigoljubka, sem požirala romane, sicer šlo je za take bolj pogrošne romane z zgodovinsko tematiko, no predvsem v ospredju so bile kakšne junakinje, ki so premagale vse na svoji poti in večkrat tudi srečale razne kralje, cesarje na dvorih. In takrat sem prvič recimo slišala za imena, kot so Schönbrunn ali pa Versailles. To se je namreč vse dogajalo na teh dvorih in to me je tudi pritegnilo. Tako seveda sama junakinja glavna, ki je bila neustrašna, pogumna, kot tudi to zgodovinsko ozadje. In potem sem ga začela tudi malce raziskovati. Razumela sem in ugotovila sem, da so ti Henriki, Ludviki resnične osebe, zgodovinske osebe, in to me je zelo pritegnilo. To se je potem pa še nadaljevalo v srednji šoli. Tam sem imela meni zelo ljubo profesorico francoščine, profesorico Smilko Koprivc, ki me je nekako popeljala v ta, še malo bolj konkretno, v ta čar francoske kulture, francoske zgodovine, gradov, njihovih kraljev. Tako da sem vzljubila to kulturo, tudi jezik, ki sem ga potem šla tudi študirati. To je bila ena plat. Druga plat pa je bila predmet umetnosti, ki ga je imel profesor Željko Legin. On je imel pa en poseben pristop, tako da nas je vodil po galerijah, tukaj tudi v Kopru, in nas peljal tudi na daljše ekskurzije. Tako smo šli recimo v Zagreb, pa v Benetke. Danes se morda to zdi nič kaj takega, ampak takrat je to nam pomenilo eno veliko okno v nek večji svet. Takrat so bile te velike svetovne, zelo odmevne razstave in po eni strani se nam je zdelo, nam dijakom,
no, fajn, ne, pouk je odpadel, ne, ampak po drugi strani nam je vendarle to dalo neke širine. Začutili smo, da je nekaj na tem, da je nekaj za tem. In to nas je potem tudi toliko zintrigiralo, da nas je kar nekaj, med nami nas je potem šlo v take vode, bodi si študirati ali pa, da so se naprej ukvarjali z umetnostjo. Kakšne spomine pa beležite na študij? Je bil naporen? Najbrž zahteva ta študij veliko mero enih podatkov, ki si jih morate zapomniti. Ja, če danes gledam nazaj, je bil študij naporen, je bil tudi zelo drugačen od današnjega časa. Seveda ni bilo interneta, tako da je bilo ogromno faktografije, ogromno tega, kar danes dobiš takoj na internetu, smo mi morali ure in ure iskati, brskati po knjižnicah, po fototekah, da si lahko se dokopal do nekega prizora, do nekega detajla, recimo ne vem, nekega gotskega okna, samostana v zahodni Franciji, ki si ga seveda moral poznati, naštudirati in podobno. Tako da ta prva faza, preden prideš do tistega analitičnega razmišljanja o stvareh, torej že samo poznavanje, vedenje o stvareh, ta faza je bila zelo, zelo dolga in tudi naporna, čisto iz teh tehničnih vidikov, no. Sicer pa ti tak študij, jaz sem imela to kombinacijo umetnostne zgodovine in francoščine, ti da res eno širino, eno možnost, da veliko delaš tudi na sebi, in če bi se danes odločala, bi se verjetno odločila enako. Imam tako en, pa ne bom rekel pomislek, ampak eno misel. Meni se zdi, da tudi kot nekdo, ki se ukvarja z umetnostno zgodovino in občuduje v bistvu vse te umetnine in stavbe, potem tudi drugače gleda, ko se sprehaja po mestu. Ja, res je. Velikokrat mi prijatelji, s katerimi, ali pa tudi družinski člani, s katerimi potujem in si ogledujem znamenitosti, rečejo, kako zelo navdušena sem nad stvarmi, s kakšno ljubeznijo gledam nanje in kako je to tudi nalezljivo. Tako da sem po eni strani kar hvaležna, da je ta radovednost ostala v meni, ta radovednost tiste punčke, ki je pravzaprav gledala tiste fantazijske slike v Bezengevi palači, me še vedno spremlja in navdušenje in občudovanje teh umetnin je še vedno z mano. Temu se pa potem pridruži tudi občudovanje umetnikov, ki so vse te umetnine delali, ki so zmogli to energijo, ki so v sebi združevali tega duha, te pokrajine duha, ki so jim dali to energijo, širino, da so lahko te stvari uresničili. Kako pa ste se začeli ukvarjati z raziskovanjem umetnosti v našem okolju, v slovenski Istri? Pravzaprav že, ko sem razmišljala o diplomski nalogi, sem vedela, da želim raziskati nekaj, kar še ni bilo raziskano in da bo ta nekaj iz domačega okolja. Torej nisem želela raziskovati niti evropske umetnostne zgodovine, niti kakšne tematike recimo iz drugih delov Slovenije, ampak sem se prav vrnila na obalo, tako da sem si izbrala gledališče Tartini v Piranu, ki je sicer iz začetka 20. stoletja, torej ni iz tistih velikih obdobij, ki se jim namenja zelo veliko prostora in časa in pozornosti, torej lahko rečemo čas Beneške republike, čas renesanse, 15. 16. stoletje. Tako da se mi je zdel kot en tak mali pastorek, nekako zapostavljen ob drugih stavbah in obdobjih, in sem rekla, no pa dajmo si tole malo pogledati. Stavba me je začarala, tudi že ko sem stopila vanjo že prej, na tak način sem potem rekla, dajmo pa to pogledati, in sem v resnici potem tudi to raziskala, objavila kot članek, pač en del te moje diplomske naloge. No in to se je potem vrnilo čez
dobrih 10 oziroma 15 let, ko se je delala velika razstava slikarja Napoleona Kocija, ki je poslikal tudi to gledališče v Piranu. Me je kontaktirala avtorica te razstave in mi je predlagala, me je povabila v skupino, tako da sem potem pripravila tudi članek o njegovem delovanju tukaj pri nas. Namreč slikar je večinoma deloval v Trstu. In potem je prišlo tudi do obsežnega kataloga in velike retrospektivne razstave v njegovem rojstnem kraju v Furlaniji, v Top pod Istravezijo. Sicer pa delate v Pokrajinskem muzeju Koper. Kako bi nam lahko zaupali malo več o tej izobraževalni dejavnosti, ki jo opravljate? Ja, kar velik del mojega časa in službenih let, ki jih preživljam še v Pokrajinskem muzeju Koper, je bilo namenjenih pedagoški dejavnosti. Skoraj 15 let sem bila kustos pedagog v muzeju in na to obdobje imam tudi res kar velike spomine, lepe spomine. Danes pa se ukvarjam ali pa lahko rečem, da sem odgovorna za umetnostno zgodovinsko zbirko. No, iz tistih časov, ko sem bila kustos pedagog, se spominjam predvsem tega, da mi je zelo nekako prišlo prav to, da sem predtem delala v šolstvu. Namreč kustos pedagog je profil, ki združuje v sebi zelo različna znanja, zelo različne kompetence, zelo široka oseba mora to biti, zelo radovedna, ki jo zanimajo različni aspekti muzejskega dela. Predvsem pa je to pomembno pri delu z obiskovalci. Ti moraš namreč kot kustos pedagog vedno gledati ne samo na vsebino, torej na vprašanje, kaj boš predstavljal, to seveda moraš obvladati, zbirke, predmete, zgodbe, ampak srž tvojega delovanja in razmišljanja pa predvsem temelji na vprašanju, kako, torej na metodi, na pristopih, kako boš te predmete, to znanje, to dediščino predstavil različnim tipologijam obiskovalcev, ki prihajajo v muzej. Namreč nimajo vsi istih želja, istih potreb, istega predznanja, istih ciljev, ko vstopajo, ko prestopajo prag muzeja. In to je tisto delo kustosa pedagoga, da poveže naše zbirke in vse vedenje o preteklosti, ki ga ti predmeti, te zbirke nosijo s sabo, z obiskovalci. Da bodo iz muzeja odšli ne samo z novimi znanji, ampak tudi z neko novo izkušnjo, ki jih bo gradila naprej. Kako pa bi ocenili trenutno stanje ohranjanja kulturne dediščine v naši regiji? Ja, kot muzejska delavka bi raje morda govorila o tem, kako recimo vidim ohranjanje te premične kulturne dediščine. Zanjo smo namreč odgovorni, težko sodim o nekem širšem stanju na recimo področju ohranjanja kulturne dediščine. Gotovo, da se zelo veliko dela na tem. Jaz sem res za vsako stavbo, za vsako umetniško delo sem presrečna, ko vidim, da se stvari premikajo. Tako recimo nazadnje imamo čudovito prenovo stavbe, torej rotunde, prve rotunde Blaženega Elija v Kopru, ki je bila odprta lani. Sedaj se prenavlja palača Debeli, tudi en izjemno dragocen pravi biser, ki jih je zelo malo v slovenskem prostoru. Tako da to so, morda se niti ne zavedamo čisto dobro, dovolj dobro, kaj imamo tukaj. Bi pa tu izpostavila tudi neko razliko med tem, in to vidim pa tudi pri muzejih in pri našem muzeju in pri naših obiskovalcih, kako recimo publika oziroma prebivalstvo, meščani, kako gledajo na to. Dediščina je zelo pomembna zanje.
In ponosni so tudi na nek način na palače, na to, kako izgleda Koper, tudi na to, koliko turistov prihaja v mesto, ki si želijo gledati njihovo mesto. To je kot nekakšno ogledalo, nekakšen feedback, pove jim, da je mesto bogato z zgodovino, da je to nekaj zanimivega. Včasih niti sami ne verjamejo, da je temu tako. Enako je tudi z muzeji. Tudi za muzej bo večina prebivalstva vedno rekla, da je pomembna točka, da morajo muzeji obstajati, da hranijo pomembno dediščino. Potem se pa tukaj na nek način neha. Njihova vloga je bolj pasivna. Govorimo o tem, da sami ne prestopijo tiste meje, da bi aktivneje ali pa bolj kritično spremljali razmere recimo na področju dediščine, da bi spremljali te zgodbe, da bi recimo tudi posegli kot neka kritična javnost, ko se dogajajo neke nepravilnosti in podobno. In spet enako pri muzejih. To je pomembna institucija, vsi to priznavajo, vendar pa velikokrat potem rečejo, ja, ampak to vendar ni zame. Jaz nisem ustrezna oseba, ki bi vstopala v muzej. Vsebine, ki so tam, me ne nagovarjajo. To je za posebne, za strokovnjake, za neko posebno elito ljudi. In zdi se mi, da je treba še veliko narediti na tem, da bi ljudje postali aktivnejši, da bi vedeli, da so tako muzeji, kot tudi dediščina, da je to zanje, da je to njihovo in da so pravzaprav povabljeni k temu, da aktivneje sodelujejo. Tukaj pa seveda mora priti nujno do identifikacije s prostorom samim. Kako pa recimo z odnosom turistov, ki pridejo mogoče nek turist, ki se odloči, da pride v eno mesto in si ogleda muzej, tudi izkazuje neko zanimanje. Kako je s turisti pri nas, ko vidijo Pokrajinski muzej Koper? Imajo kakšno posebno afiniteto, kakšno mnenje? Ja, vidimo kar različna mnenja. Večinoma pri tujcih je zanimivo to, da zelo radi pohvalijo, zelo radi imajo aktiven stik z muzejem, tudi z muzejskimi zbirkami, z muzejskimi delavci. Če se le da in kjer se le da, pustijo svoj vtis, bodisi v obliki nekega zapisa ali pogovora, bodisi na recepciji z receptorjem ali z nami, če smo v zbirkah, jih recimo nagovorimo. Sama kot kustos pedagog sem tudi po muzeju naredila pedagoške kotičke, v nekaterih so lahko potem obiskovalci pustili tudi svoje vtise, svoj zapis, svojo sled in vedno so bili polni. Ampak večinoma tujcev, torej zapisi tujih turistov. Tukaj se vidi, da so še posebej turisti iz anglosaksonskega sveta, recimo govorimo o Veliki Britaniji ali pa ZDA, Kanadi, tudi Avstralci so taki, zelo radi sodelujejo. Vejo, da so oni tisti, če se navežem na prejšnje vprašanje, oni so tisti, ki lahko sooblikujejo muzej, njihovo mnenje je pomembno, in zato ga tudi izrazijo in radi pustijo tudi recimo svoje mnenje o tem, tudi svoje spomine. Imeli smo recimo tako tablo v zbirki novejše zgodovine, ki jih je nagovarjala k temu, da pustijo svoje osebne spomine, da zapišejo spomine na drugo svetovno vojno, o drugi svetovni vojni, kako se je dotaknila njihovega kraja, njihove družine in dobili smo res zelo, zelo ganljive, lepe zapise. Prej ste omenili tudi te bisere, ki se nahajajo v Kopru. Bi lahko izpostavili kakšna umetniška dela ali pa zgodovinske stavbe, mogoče kakšne spomenike, ki si po vašem mnenju zaslužijo več pozornosti v našem prostoru? Ja, tega je veliko. Že ko sva začela, sem nekako začela s tem, kako sem radovedna, kako sem vedno bolj navdušena na nek način. Spomnim se, ko sem hodila v srednjo šolo, me ta prostor ni toliko nagovarjal.
odprta, pa saj to je morda tudi pritiče tistim letom, ko si star 16-17 let, si želiš v svet, vidiš Pariz, želiš si v Pariz, želiš si v London, poznaš vse spomenike iz tistih krajev. Morda je to nujna etapa v zorenju vsakega mladega človeka, da se potem vrne domov, vrne nazaj in drugače pogleda na vse tisto bogastvo, ki ga čaka doma. In zdaj sem pač na tem, da sem tukaj in da uživam v tem bogastvu, se mu čudim, vsak dan odkrivam nekaj novega, tako da teh spomenikov je res veliko. Je pa tudi res, da se ogromno dela danes na temu in morda bi spet, to je sicer samo moje mnenje, izpostavila to razliko med temi formalnimi, recimo obnovami stavb, ohranjanju dediščine in pa med poznavanjem vsebine teh stavb, te dediščine, teh predmetov. Gre namreč za to, ko ti obnoviš neko stavbo, je lahko ta stavba na prvi pogled lepa, prispeva k temu, da je seveda mesto urejeno, da so to neke kulise, pred katerimi se tudi turisti slikajo, meščani hodijo mimo njih, zdi se jim lepo, urejeno. Druga stopnja je pa ta, da o tej dediščini, o teh stavbah, teh znamenitostih tudi nekaj vemo. Da se lahko, kot da bi odstrnili neko zgodovinsko plast, preselimo s časovnim strojem in zaživimo ali pa si predstavljamo, kako je recimo Koper živel, naprimer v drugi polovici 18. stoletja. Govorim torej o vsebini, ki nam jo te stavbe govorijo oziroma bi nam jo morale govoriti. In tukaj pa vidim, da lahko še veliko naredimo, še posebej institucije, ki se s tem ukvarjamo. Tipični primer za to so palače. Prav gotovo, koprske palače. Prav gotovo, če vprašamo Koprčane, bodo znali povedati, kaj o njih, vsaj našteti, povedati kakšno palačo in poznajo jih, vendar pa po drugi strani, če jih vprašamo, kakšno je bilo življenje v teh palačah, kako so živele, kdo je živel v njih, kako so živele te plemiške družine, ali so si samo privoščile brezskrbno življenje, ali so morda prispevali tudi k nekemu dvigu kulturne ravni samega Kopra, s čim so se ukvarjali njihovi predstavniki in podobno. Tukaj je pa, kot sem rekla, še veliko lakun, veliko takih lukenj, ki samo čakajo, da jih zapolnimo. Lahko pa rečem, da institucije, ustanove, ki se ukvarjamo s kulturno dediščino v Kopru, dobro sodelujemo in da je v zadnjem času teh možnosti, kako priti do informacij, do teh vsebinskih informacij o preteklosti kar veliko. Torej, domačini, lokalna publika ima možnost, da do tega pride. Vsekakor pa sklepam, da se postavljajo na tej poti tudi nekakšni izzivi, s katero se soočate pri raziskovanju zgodovinarji, vi kot umetnostna zgodovinarka v bistvu, pri ohranjanju te kulturne dediščine. Kakšni so te izzivi danes, recimo? Jaz včasih rečem problemi, ampak je lepše reči izziv. Ker pri problemih se včasih ustaviš, izzivi so pa zato, da jih presežeš, da se z njimi spoprimeš. Res je, izzivov je veliko. Predvsem bom govorila o izzivih v muzejski stroki, pri reševanju ali pa pri ohranjanju premične dediščine. V muzejih se srečujemo z nekaj perečimi problemi že dlje časa in to niso samo problemi našega muzeja, ampak problemi muzejev na splošno. To je najprej problem, depojska problematika, problem depojev, ustreznega hranjenja predmetov. To potegne za sabo, namreč če to področje ni urejeno, je nekako pod vprašajem kar nekaj tistih osnovnih nalog, ki jih imamo muzeji. Torej, zbiranje dediščine,
hranjenje, ustrezno hranjenje dediščine in ohranjanje te dediščine za bodoče rodove. Vse to je pod vprašajem. Če nimaš prostora, ne moreš zbirati, ne moreš torej uresničevati svoje zbiralne politike, vsak muzej ima namreč zbiralno politiko, ne moreš ustrezno hraniti, da bi zagotavljal tem predmetom ustrezne pogoje, in je ne moreš tudi obvarovati in ohranjati za bodoče rodove, kar je seveda ena od naših najpomembnejših nalog. In to je recimo en velik problem ali pa izziv. Drugi problem je, ki ga sama vidim bolj v povezavi z likovno dediščino, torej z likovnimi umetninami, predvsem z slikarskimi deli, je problem dostopa do ustrezne konservatorsko-restavratorske obravnave teh del. Namreč to je tisti predpogoj, da lahko mi potem udejanjimo razstave, bodisi stalne ali občasne, da so dela v dobri formi, in da jih ustrezno ohranjamo in pa seveda po potrebi tudi restavriramo. Če imamo za druga področja kar dobre strokovnjake, ki delajo tudi v muzeju, tudi sami v Pokrajinskem muzeju Koper imamo konservatorsko-restavratorsko službo, je tukaj likovna umetnost najbolj bosa, če tako rečem. Torej, likovna dela v glavnem lahko restaurirajo samo vrhunski strokovnjaki z velikimi prostori, torej z prostorskimi možnostmi in z vrhunsko opremo. In to je pravzaprav v Sloveniji samo Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tako da oni pa že imajo tudi svoj program, ki ga morajo udejanjati. Oni pač skrbijo za nepremično dediščino. Tako da veliko je muzejev, ki torej trka na njihova vrata. Mi v Pokrajinskem muzeju Koper imamo kar res zgledno sodelovanje z njimi, ampak vendarle naša pričakovanja in želje so veliko večje od zmožnosti, ki jih imamo, tako oni kot tudi mi. Tretji izziv pa je izziv ustreznih razstavnih prostorov. Tukaj pa v resnici iz dneva v dan se srečujemo s tem velikim problemom, da enostavno nimamo prostorov, v katerih bi lahko vsaj ustrezno razstavljali občasne razstave. Že za stalne postavitve nam primanjkuje prostora, smo pač znotraj palače Belgermonitako in nekaj dislociranih enot. Prostora je zmeraj premalo, vendar pa za občasne razstave praktično nimamo prostora. In moji kolegi bi vedeli povedati, da sem precej tečna na kolegijih, na naših sestankih, ki jih imamo, ker venomer opozarjam, da vendarle naš atrij, torej ko vstopamo v palačo, imamo takoj že zbirko, epigrafsko in heraldično zbirko, torej zbirko grbov in starih kamnitih napisov, in ta atrijski prostor se je na nek način udomačil po sili razmer in ga uporabljamo kot prostor za začasne razstave. To pa pravzaprav degradira tako stalno postavitev, kot tudi razstavo, ki gostuje v njej. In če spomnimo, da je to že pravzaprav umetniški predmet sam po sebi, gre vendar muzej gostuje jaz mu rečem, naš najpomembnejši muzejski predmet številka 1, to je palača Belgermonitako. Že njen atrij bi sam po sebi bil dovolj. Imamo tukaj 3 pravzaprav neke funkcije tega prostora, ki ne nujno uspešno sobivajo med seboj. Kako pa je z mladimi generacijami, opažate neko navdušenje, če se mogoče odmaknemo od teh ekskurzij osnovnih šol in tako, najbrž imate tudi neke pedagoške prijeme, novosti, s katerimi spodbudite mlade za zanimanje, za umetnost, za zgodovino. Kako je s tem pri vas? To je pravzaprav nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi v muzeju, da delaš z mladimi, s tistimi najmlajšimi. Jaz sem kot kustos pedagog veliko delala in veliko truda vložila v sodelovanje z vrtci.
in pa tudi v pripravo nekih dejavnosti, recimo delavnic in podobnega, ali pa doživljajskega vodstva za res predšolske otroke. In pri njih pravzaprav ni treba veliko, kajti sami so radovedni, zanima jih preteklost, zgodbe, očarani so nad palačo. Samo če jim pustiš to čudenje, to očaranost, če jih popelješ po palači in po zbirkah na nekako njim primeren način. In potem si zmagal. Oziroma, lahko rečem, zmagali so oni. Kajti tak prvi stik z muzejem je najboljša popotnica za kasneje. Zato, da se bo ta otrok tudi kot odrasel vračal nazaj kot osnovnošolec, srednješolec in potem tudi v odrasli dobi. Uzavestil bo muzej kot en pomemben prostor, ampak tudi kot svoj prostor, kot nek prostor, v katerem je dobrodošel in ki je njemu namenjen, v katerem lahko tudi uživa, v katerem lahko kaj lepega doživi, se bogati. In to je tisto, kar recimo pridobimo s tem, ko v zelo, zelo zgodnji dobi vabimo vrtčevske otroke v muzej. Včasih seveda temu ni bilo tako in je bilo kar veliko pomislekov. Češ, kaj bomo razlagali tako majhnim otrokom, saj vendar ne razumejo ničesar, saj ne vejo niti, kaj je to stoletje, ali pa nek zgodovinski predmet, bodo še kaj poškodovali, se bodo česa dotikali. Moram reči, da s predšolskimi otroki nikoli ni težav. Nikoli ni bilo težav. Vedno je bilo samo veselje, čudenje, navdušenje. In ko jih popelješ po muzeju, v resnici postaneš tudi ti sam otrok. Tako da recimo pri doživljajskem vodstvu se to pokaže, ko se vsi prelevimo v princese iz preteklih obdobij, stopamo po svoji palači, povabimo obiskovalce v naše prostore, v glavni dvorani zaplešemo starinski ples in podobno. In to je tisto, kar ostane, ne neko stoletje, ne razlaganje zgodb o stilni analizi, o ikonografskih motivih in podobno. To pride kasneje. To mora potem priti samega obiskovalca, ker če mu ohranimo radovednost, bo sam poiskal potem muzeje, bo sam poiskal informacije, sam bo želel iti nazaj. Tako, najbrž je treba tudi podati v bistvu neke informacije ne na kaj, ampak kako ta doživljajski pridih, da ostane. To je zelo pomemben vidik, kot ste že sami povedali. Na katerih projektih pa trenutno delate? Kaj bi izpostavili? Ja, če sva se prej dotaknila ravno tistih stavb ali pa vsebin, ki so malce zapostavljene v Kopru, je ena od mojih sedaj tem, s katerimi se ukvarjam, ravno taka. Gre namreč za obdobje, ne za eno stavbo, ampak za obdobje 19. stoletja, dolgega 19. stoletja, ki je kar nekako res zapostavljeno v zgodovini, sploh v umetnostni zgodovini. Vedno so teh krajev, vedno so bili namreč v ospredju, kot sem že prej omenila, tista velika obdobja beneške umetnosti, ki nekaj te umetnosti je bil, seveda je deležen tudi Koper, kot bližnje mesto in pomembno mesto v Beneški republiki. Govorim seveda o 15. 16. stoletju in potem še o obdobju baroka. Kasneje pa 19. stoletje je nekako utonilo v pozabo s padcem Benetk in se tudi sami umetnostni zgodovinarji niso veliko ukvarjali s tem obdobjem. Veljalo je za nezanimivo obdobje, v katerem ni dovolj kvalitetnih umetnin, s katerimi bi se bilo vredno ukvarjati. Tako da jaz sem se malo posvetila temu
času. No in recimo rezultat tega mojega ukvarjanja je tudi razstava, ki jo imamo sedaj v Pokrajinskem muzeju v Kopru, ki govori torej tudi obeležuje 200-letnico rojstva pomembnega koprskega slikarja iz 19. stoletja, Bartolomeja Gianellija. Posebej obelodanjamo ali pa postavljamo nekako na piedestal njegovo sliko Sveta Elizabeta med kaznjenci, ki je tokrat prvič sploh predstavljena publiki. Njena zgodovina je pa vse prej kot nezanimiva in je tudi zelo povezana s koprsko zgodovino. Namreč slika, če samo to povem, slika prihaja iz koprskih zaporov, torej iz nekdanje avstrijske kaznilnice. Praktično prišla je izpred muzeja, ne? Vemo, da je to bilo na tem velikem prostoru, ki je danes Muzejski trg pred muzejem, tam je bila kaznilnica, no, in ta slika je bila v kaznilniški cerkvi oziroma molilnici pozneje za zapornike in pred 100 leti je prišla v muzej. Najbrž je potem tudi v muzeju ves ta čas preživela v depoju, vsaj po mojem vedenju do sedaj ni bila razstavljena, no in sedaj jo razstavljamo kot edino sliko na tej razstavi, kar je tudi mogoče malo sodoben pristop, drugačen pristop, da omogoči res obiskovalcu nek dialog s samo sliko. Tako smo tudi oblikovali samo razstavo. Na razstavi je malo podatkov, res tisti osnovni podatki o avtorju, o slikarju Gianelliju, ki ga v resnici premalo poznamo, tudi Koprčani, med Koprčani ni znan. Nekaj malega tudi o sliki, predvsem o restavratorskih postopkih, kajti slika je bila res zgledno restaurirana. Potem pa je glavna zvezda te razstave pa res sama slika, tako da naj bi jo obiskovalec doživljal slika in jaz na drugi strani. Zato smo se tudi odločili, da ko pridejo obiskovalci, posebej domača publika, domačini, da imajo brezplačen vstop, lahko pridejo večkrat na en kratek dialog s sliko. Mogoče, če se popeljeva zdaj proti zaključku, nekako sva osvetlila, s čim se ukvarjate, pa malček predstavljate zapuščene spomenike in tako. Kot pedagoginja, pa tudi kot umetnostna zgodovinarka, kaj bi mogoče za zaključek izpostavili, da je ključnega pomena neka lepota v temu, da bi nekdo, ki je to obdobje zapostavil, saj sva že govorili, ampak tako mogoče malo bolj konkretno, neko zaključno misel, bom rekel, za spodbuditi to zanimanje, no? Da res ljudje se odločimo in rečemo, ok, živimo recimo v Kopru, zakaj pa ne bi šli pogledati? Ja, sem recimo, ne vem, v vrtcu ali pa v osnovni šoli. Kaj bi predali eno tako sporočilo mogoče? Lahko se navežem na kar nekaj zelo lepih zgodb, ki me navdajajo z optimizmom, da bodo v resnici sedanje in kasnejše generacije že videle muzej kot svoj prostor. Zakaj gre? Velikokrat se mi je zgodilo, da recimo za dneve odprtih vrat, kot je 8. februar, na primer, da so otroci, ki so bili predtem pri nas v seveda neki institucionalni obliki, recimo na vodstvu, doživljajskem vodstvu, na neki delavnici v muzeju, da so za 8. februarja povabili ali pa privlekli svoje starše v muzej. Do sedaj namreč veljalo, da večinoma seveda starši, ki so kultivirani, ki imajo nek kulturno ozadje, da so pač njihovi otroci seveda privilegirani, ker jih vabijo v takšna kulturna okolja in imajo seveda potem boljše izhodišče tudi za naprej. No, tukaj vidimo, da če je to sodelovanje muzeja in ti načini
ki jih je muzej vzpostavil, ne, prej sva govorila o tem vprašanju, kako pritegniti obiskovalce, če je bil uspešen, torej da je nagovoril še posebej te mlade, najmlajšo publiko, ne, potem si naredil največ. Kajti, ko je otrok tako navdušen, da si za 8. februar želi ne česa drugega ali pa preprosto ostati doma, ne, se ukvarjati s svojimi stvarmi, ampak da želi mamo in očeta pripeljati v muzej, ker je pa tam tako čudovito, tam imajo take krasne predmete in se večkrat celo zgodi, da potem se sam prelevi v vodnika in pokaže staršem ves ponosen to, kar mu je recimo kustosinja pedagoginja pokazala, ne, potem je to res tisto največ. Zakaj? Niti ne, včasih se je govorilo o vzgoji publike. Seveda je za nas tudi pomembno, da ti, ki so sedaj otroci, bodo prihajali tudi kasneje v muzej, seveda iz naše strani. Ampak predvsem vidim to kot nekaj zelo pomembnega zanje, za njih same. To pomeni, da so ozavestili ta prostor kot eno dodatno kategorijo v svojem življenju, kot nek prostor, v katerem lahko nekaj doživijo, obogatijo svoje notranje življenje, si odprejo neko novo pokrajino duha, če lahko tako rečem. Zaradi tega bodo bogatejši, zaradi tega jim bo lahko v določenih trenutkih v življenju lažje, imeli bodo ne samo ta svet tukaj in zdaj, za katerega vemo, kako reven je, ampak se bodo lahko naslonili na tiste pokrajine, ki jih imajo v sebi. In če je muzej ena od teh pokrajin, potem smo v resnici naredili največ, kar lahko. Seveda. Jaz se zahvaljujem za današnji pogovor, želim vam čim več obiskanosti, zahvaljujem se vam, da ste v bistvu osvetlili pomen muzeja, verjamem, da imate odprta vrata za prav vse in se mi zdi ključno, da naši gledalci, hvala, ker ste nam to podali, da mogoče so za trenutek začutili, da lahko vstopijo v to stavbo, da ugotovijo, kaj vse se skriva v mestu in da se to ohranja in da je to tradicija, ki je prav, da se nadaljuje, ohranja in da jo vzljubimo. Tako da se vam zahvaljujem za današnji pogovor, želim vam pa vse najlepše naprej. Hvala tudi vam za povabilo in to možnost. Hvala. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.